Pozdravljeni vrtičkarji, danes bom pokazal, kako pripravimo domač pripravek proti škodljivcem. Uporabil bom kar čili, tukaj je kajenski poper, drobno mlet. Čili pa v vrtnarstvu zelo dobro odganjalno deluje proti ušem, pršicam, koloradskim hroščam, gosenicam ter vsem ostalim grizočim ter sesajočim insektom. Sam pripravek, ki odvračalno deluje proti škodljivcem, pripravimo zelo enostavno, in to tako, da zmešamo približno 2 čajni žlički čilija. Čajni žlički naj bodo poravnani, to pomeni, da niso skupaj, v litru vode. Tukaj je nekoliko več pripravka in potem vse skupaj premešamo, da se enakomerno razporedi po pršilki. Vsi tisti, ki imate boljše škropilnice z bolj preciznimi šobami, lahko vse skupaj premešate v posodi, potem pa v škropilnico precedite skozi filter ali tudi kakšno gazo in na ta način ne bo kakšnih trdnih delcev, ki bi mašile šobe. Naj povem, da čili odlično deluje tudi proti polžam. Površine, ki jih škropimo proti polžam, so predvsem mlade rastline in pa tla ter zastirke. Na ta način polžev ne bo. V tujini pa sem zasledil, da po določenih okrasnih vrtovih s pripravkom iz čilija celo škropijo vrtnice in druge okrasne rastline, da jih ne pojedo srne. Tako da čili je vse splošno odganjalen. Predlagam, da škropimo v večernih ali pa jutranjih urah. Škropljenje ponavljamo približno na 3 do 5 dni, vse dokler se škodljivci pojavljamo. Vsekakor pa skrbimo tudi za to, da škropimo tudi takrat, ko je kakšno močno deževje in sam čili se potem tudi spere iz rastlin. No, še nekaj, da ne pozabim, da bo zadeva bolj obstojna. Dodamo tudi nekaj kapljic detergenta. To pa zato, da je samo sredstvo oziroma pripravek na rastlinah bolj obstojen. Na liter vode dodamo 2 do 3 kapljice detergenta, to je čisto dovolj. Če pa delamo več, pa dodamo nekoliko več detergenta. Uporabimo lahko tudi milo, ki ga pripravimo sami doma. Kot sem že rekel, škropimo v 3 do 5 dnevnih presledkih. Naj povem, da s čilijem tudi ne pretiravamo, vsaj takrat, ko škropimo po tleh, kajti v tleh živijo tudi mikroorganizmi in kakšna prevelika količina čilija oziroma predolgo škropljenje s čilijem tudi mikroorganizmom v tleh ne bo ustrezalo. Če bomo pa to naredili v določenih omejenih količinah, se bomo pravočasno znebili škodljivcev. Vsekakor pa svetujem, predvsem proti ušem, da škropite takrat, ko se škodljivci pojavijo, takoj na začetku, in potem ne boste imeli težav z njimi. Tako, to je bilo vse za danes. Predlagam, da mi sledite tudi na Facebooku, YouTubeu, Instagramu in pa spletnem portalu Zeleni svet.